Slovenija je leta 2002 kot 25. država na svetu uzakonila slovenski znakovni jezik kot avtohton in naravni jezik gluhih. Kljub temu zakon ni uspel gluhim državljanom zagotoviti ključnih pravic za enakopravno udejstvovanje v vsakdanjem življenju. Na posvetu v državnem svetu so strokovnjaki s področja okvar sluha izpostavili, da je ključno zagotoviti razvoj slovenskega znakovnega jezika. Njegovo zgodnje učenje, sistematična raba kot učnega jezika in raba v vseh življenjskih situacijah pa so ključni za napredek gluhih. Sicer so ti državljani dnevno prikrajšani zaradi svoje nevidne invalidnosti. Statistike kažejo, da je na svetu 75 milijonov gluhih, pri nas okrog 1500. Njihova izobrazba in socialno-ekonomski položaj sta slaba. Zato je Dejan Židan, predsednik državnega zbora, izrazil osebno podporo dopolnitvi ustave z znakovnim jezikom. Prvi razlog je zato, ker tudi življenje invalidom je potrebno opolnomočiti in del opolnomočenja je tudi uporaba lastnega jezika povsod tam, kjer je potrebno. In ustava je najvišji akt, ki ga imamo v Republiki Sloveniji, ki preko svojega sklica omogoča, da se drugje stvari urejajo hitreje. Kot drugo pa jaz tudi kot pripadnik slovenskega naroda v celoti verjamem, da smo kot narod obstali in tudi v prihodnjem bomo obstali zato, ker posebej varujemo tako svoj jezik, kakor tudi kulturo. In del tega je tudi slovenski znakovni jezik, torej iz srca podpiramo. Ustava je garancija, da lahko pred sodišči zahtevajo svoje pravice, tako kot jih lahko zahtevata manjšini, kot jih lahko zahteva tudi avtohtona romska skupnost v Republiki Sloveniji. In pravzaprav se mi zdi zelo nenavadno, da v letu 2019 ugotavljamo, da so gluhi, za katere problematiko že dolgo vemo, najbolj izpostavljeni socialnemu tveganju, kot tudi najbolj neizobražen del skupnosti invalidov. Mislim, da je sistem tukaj zatajil. Drugi najpomembnejši člen, ki pride po zapisu pravice v ustavo, v kar ne dvomim, je pa to, da vzpostavimo izobraževalni sistem, v katerem bodo gluhi lahko razvili vso svojo ustvarjalnost. Preprosto ne morem verjeti, da med gluhimi ni literatov, da med gluhimi ni pesnikov, da med gluhimi ni ljudi, ki so sposobni tehničnih dosežkov. Nadaljnji postopek bo v državnem zboru vodila ustavna komisija, ki bo predlog vodila skozi številne ustavno-revizijske postopke. Za dejanski vpis znakovnega jezika v ustavo morata glasovati več kot 2/3 poslancev. Si pa želim v vsakem primeru, da do polovice mandata tega parlamenta bi zmogli pogum, samozavest, da spremenimo na tej točki ustave. V vsakem primeru pa bom s poslankami in poslanci naredil vse, da pridemo do vpisa v slovensko ustavo, zato ker smo to dolžni. Res ne bomo prva država na svetu, bomo peta, ampak tudi biti v prvi petorici najboljših je na nek način pomembno. Čeprav ustava že danes na osnovi človekovih pravic v večjih členih, se pravi od 14. člena in naprej, seveda govori o eni od temeljnih človekovih pravic je seveda uporabljati svoj jezik. In ta država je že ugotovila, da imajo gluhi svoj jezik, tudi s posebnim zakonom, celo definirala ga je. Pa vendar še vedno prihaja do anomalij, da v bistvu gluha oseba ne more doživeti v svojem izobraževalnem procesu svoj jezik in s tem seveda mu omogočati, da v bistvu dvigne nivo svojega znanja in s tem seveda tudi pridobi ustrezne poklice, s katerimi bo seveda do konca življenja lahko tudi samostojno ustvarjal in poskrbel za sebe. Da bodo imeli uporabniki od vpisa te določbe v ustavo kar največ, je odvisno predvsem od sodnikov, od ustavnega sodišča in ostalih sodišč v Sloveniji, od državnega zbora in od uporabnikov samih.
od sodnikov, zato ker oni razlagajo besedilo ustave, tem besedam dajo nek pomen. Državni zbor zato, ker bo en del pravice iz ustave vnesel v zakonodajo, uporabniki pa, da bodo skozi postopke pred državnimi organi in pred sodišči uveljavili še tisti del, ki ga državni zbor v zakonodajo ne bo vnesel. Na področju šolstva si želimo, da z umestitvijo znakovnega jezika se prepozna, da je znakovni jezik jezik in da se gluhi otroci imajo pravico izobraževati v svojem jeziku in o svojem jeziku. Žal, še danes ni posebnega predmeta slovenski znakovni jezik in otroci nimajo v celoti izpolnjene možnosti spremljanja pouka v slovenskem znakovnem jeziku. Drugo področje pa je področje kulture in sicer z prepoznavnostjo znakovnega jezika kot jezika si želimo od države, da tudi financira ustrezen razvoj znakovnega jezika. Do sedaj je bilo področje raziskovanja prepuščeno civilni sferi. Sicer smo zelo počaščeni, da smo razvili 16.000 kreten do sedaj, pa vendar, če to primerjamo z slovenskim knjižnim jezikom in slovarjem, kjer je več kot 100.000 besed, lahko rečem, da smo zavzeli komaj 10% vseh besed. To kaže na to, kakšen je jezikovni, kapital gluhe skupnosti, ki je zelo omejen, kaj šele tolmači, ki tolmači v vseh porah življenja, sodstva, zdravstva, šolstva in tako naprej. Sam osebno ocenjujem, da jezika ne morejo kontrolirati nevladne organizacije. Tudi če so matične, ki pokrivajo interese gluhih. To je dolžnost države. Kajti, zakaj je to tako pomembno? Kajti, če je to dolžnost države, potem se bodo tudi zagotovila sredstva. Pravico do rabe svojega jezika je treba razumeti malo širše in pa v kontekstu z uresničevanjem ostalih temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Treba se zavedati, da v primeru, če pravica do rabe svojega jezika ni zagotovljena, potem zelo težko govorimo, da dotična oseba ima zagotovljeno pravico do poštenega postopka, do poštenega sojenja, pravico do dostopnosti do informacij, pravico do izobraževanja. Sem pa prepričana, da bo ta umestitev v ustavo pa spodbudila in še pospešila uporabo in razvoj znakovnega jezika. Ne, to ne gre v tem primeru za simbolično gesto, ampak gre za prepoznavanje temeljne človekove pravice po uporabi maternega jezika. Gluha skupnost bo lahko kadarkoli spoznala, da država ne spoštuje te pravice ali da jo noče uvesti v kakšen področni zakon z področja kulture ali izobraževanja, bo lahko to zahtevala pred državnimi organi in tudi pred sodišči, kot na primer ustavnim sodiščem. Vsak dan izumirajo jeziki, ampak če pa ta izumre, pa slovenski gluhi sploh ne bojo imeli nobenega jezika, znotraj katerega bi lahko komunicirali. Tako da je to res velika tragedija. Država na neki čist konkretni ravni bi mogla poskrbeti v bistvu, da imamo slovenski znakovni jezik kot učni predmet, pa ne samo kot učni predmet v obsegu, kakršnega ima recimo slovenščina, ali pa madžarščina, ali pa italijanščina na teh dvojezičnih področjih, ampak tudi kot učni jezik, se pravi, da bi celoten pouk dejansko tudi potekal v slovenskem znakovnem jeziku.
Z umestitvijo slovenskega znakovnega jezika v ustavo bodo ovire odpravljene vsaj formalno, treba pa bo narediti še veliko, da bodo odpravljene tudi v praksi, je dejal predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič in izrazil željo, da bi do spremembe ustave prišlo do 14. novembra, ko bo dan slovenskega znakovnega jezika.